ko veste, da ste doma. Radio Sora. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnji oddaji, ki jo naslavljamo Obrtniki in podjetniki skozi izzive podeželja in ki jo pripravljamo v sklopu projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, tako Radio Sora skupaj v partnerstvu z razvojno agencijo Sora. In danes se selimo kot nalašč v idealne zasnežene razmere krasne Sorice, kjer nas gostijo v Sorški štabi s pogovorom z mladimi podjetniki, ki vztrajajo na podeželju. Lahko rečemo z menoj, če začnem na drugi strani, Primož Pintar, gostišče Tolc, kjer se kulinarika sreča s čisto drugimi frekvencami, lahko rečemo, poveže lokalno in ga dvigne na nivo, ki ga lahko doživite samo v Sorici. Z nami je Ines Lamprecht. Več kot 400-letna tradicija Karlovskega mlina gre naprej v mlade roke in te mlade roke na mesec ustvarijo tono ali pa včasih pravi tudi 2 piškotov, poleg vsega, kar je dobrega na področju žita. In z nami je tudi Anže Stržinar, mizarstvo As. Mizar, ki vztraja tako daleč, da do tja še GPS včasih ne pride, pride samo Anže. Hvala lepa vsem, ki ste se nam pridružili. Mi bomo skozi oddajo najprej pogledali prizmo izzivov, ki so večji zaradi tega, ker ustvarjate daleč od mestnih središč. Pa bova začela midva, Primož. Kaj je tisto, kar bi ti mogoče lahko olajšalo delo, ustvarjanje, vztrajanje na podeželju, če začneva najprej z izzivi, ki so večji zato, ker vztrajaš v Sorici, ki je daleč že od Železnikov ali pa Bohinja, kaj šele od večjih mestnih središč. Kaj je tisto, kar bi rekel, da ti mogoče otežuje delo? Ja, to je malo neprijetno vprašanje zame, ker sem se dolgo nazaj že odločil, da ne bom razmišljal o tem, kaj ni. In se mi zdi, da se v teh malo bolj odročnih krajih moramo vprašati, kaj imamo in kaj so naše prednosti. Seveda smo dalj stran od drugih, seveda so te poti daljše, marsikakšna stvar bi nam bila prehranjena, če bi bili bližje mestnim središčem. Ampak, kot sem rekel, dajmo poiskati priložnosti, te stvari pa mora biti pustimo malo tudi politiki, ki bi na tem področju lahko naredila več, oziroma mislim, prva stvar, ki mi zdaj padla na pamet, zdaj smo v prostorih, kjer je bila stara pošta. Smo v prostorih, kjer je bil nabiralnik, ki so ga dol odšraufali. Take čist preproste in majhne stvari, ki utežujejo in se potem seštevajo in nalagajo, se mi zdi, ampak glejmo na priložnosti, ki jih imamo, uživajmo tle, ko smo. Bodimo pošteni do sebe, malo je treba biti trmast, pa vztrajen, pa iti svojo pot. Ines, tradicija, ki jo peljete, ki jo vodite naprej, novi mladi rod v domačiji Karlovski mlin, je zagotovo še en dodaten, prijeten pečat vašemu delu, ampak hkrati nek pritisk, lahko rečemo. Kaj je pa tisto, kar pri vas recimo pogrešate pri delu oziroma vas bolj obremenjuje, kot imate občutek, da obremenjuje tiste, ki nimajo že razdaljene do vas, recimo? Ja, jaz v bistvu opažam tukaj pri nas največji izziv, kar se tiče zaposlovanja, ker je zelo težak preskok, da se boš ti odločil in nekoga zaposlil, ker nam to predstavlja dokaj veliko tveganje in nerešitev. Pa tudi od delavca nekako bolj pričakuješ, da bo sam inicijativen, ker ni to linijsko delo, ampak je dejansko treba biti usmerjen v celoten proizvoden proces, se znajti, videti sam del. Ko prideš v bistvu na domačijo Karlovski mlin, ali pa ko prideš k Primožu v gostišče Tolc, to je v bistvu kot družinsko podjetje. In verjetno se mora zaposleni čutiti kot del družine in tudi delati kot del družine. Ja, pripadnost pa sodelovanje.
Pa rad mora imeti žita pa piškote. Ja. Kot pri Anžetu les, a ne? Anže, kaj so tiste dodatne ovire pri tvojem delu? Poleg tega, da prejle sem rekla, da še GPS včasih tebe težko najde. Je tudi to v bistvu, da kogarkoli povabiš k sebi kot pomočnika, kot sodelavca, mora prvič imeti že izpit, do tebe ne vozi avtobus, ne kombi, a ne? Kaj je tisto, kar vidiš kot dodatno breme tvojemu delu v primerjavi, če bi bil recimo, ne vem, v mestnem središču Škofje Loke? To se GPS je zdaj že malo napredovno pokaže. Drugače pa piprologija je tudi kar taka zanimiva zadeva. Vsak let je več tega, lahko bi se to zmanjšalo, pa zgleda, da to delajo lih okolno. Lahko je za naslednje, lahko to malo se tudi pogleda, kako bi to naredili v bistvu v ta smer, da bi se to malo olajšal del. Zato, ker recimo, kad si privat, da ti to vzame recimo en dan v tednu samo pisarniški del, da to v bistvu tudi kar nekaj košta, ne? Zato, ker v bistvu se pravi, tisti imaš izpad prihodka, v bistvu tega ne moš lih nekam računati, ne? V prvem delu oddaje smo se tako posvetili predvsem izzivom, ki podjetnike ovirajo na poti močnejšega razvoja. Takoj po naslednji skladbi pa še o motivaciji, ki naše sogovornike žene naprej, da vztrajajo in ohranjajo podeželje živo. Pa gremo na Blegaš. Čez grebinja hiter sluš, ali pa naokol, vsake najbolj zazevi, kaj mu je ta bolj. Palce naštimala, jih primem v roki, v ruzdek dala sem vodo, pa gojzar je gor na nogi, v avtu prpelala, z doline se gor ven. Prej ga je oprala, zdaj odmake damaj gostru stran. Liva disna hiter zgor, čeprav namočkaš, pa siguren teži greš, čeprav polhen ruzak imaš, prideš gor do puče, spodom se malo stav, ežgajne pa od cvirkuca, pa kejšu ga prav lep pozdrav. Ja, živ, ja kej, ja kok si kej, pozdrav človeka vsaka, ja kej pa teta, ajke bula, pride kej naokol. Tam v kotu jeden sedu, on si srca smeju, da mu je na cajte proti zavon metal. Na klop za bleh harmonike sma kitare na zašpilal, to kad mi to znama, sma miksal ga pa sral. Pa dober vič, odličen je razgled, na bolji vidu Titaniče se zaletu ne boli, zvečer zahod je res božansko, čaga neč hiti, če misliš dolgo pot sedit, bo taka tema, da noč vidu je. Ja, živ, ja kej, ja kok si kej, pozdrav človeka vsaka, ja kej pa teta, ajke bola, pride kej naokol. Tam v kotu jeden sedu, on si srca smeju, da mu je na cajte proti zavon metal. Na klop sa bleh harmonike sma hitare na zašpilal, to kad mi to znama, sma miksal ga pa sral. Na klop sa bleh harmonike sma hitare na zašpilal, to kad mi to znama, sma miksal ga pa sral. V okviru projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, poslušate posebno oddajo Obrtniki in podjetniki skozi izzive podeželja. Z nami so Ines Lamprecht iz domačije Karlovski mlin, Anže Stržinar iz mizarstva As in Primož Pintar z gostišča Tolc. V drugem delu oddaje smo jih vprašali, kaj je tisto, kar jim daje moč, da vztrajajo, da se razvijajo in vodijo svoja podjetja naprej. Zdaj gremo pa na tiste pluse, zaradi katerih vi vztrajate. Mogoče, Primož, lahko, prej si že sam izpostavil, povejmo tisto, kar je dobrega, izpostavimo tisto, kar je boljšega. Je to tudi moč skupnosti pri delu, pri tem, da si podjetnik na podeželju? V bistvu se povezuješ prav v tvojem primeru tudi s tistimi, ki prav v tem kraju soustvarjajo, kmetujejo,
in delate skupaj to skupnost v Sorici in širše močnejšo. A se strinjaš? Mogoče bi drugače povedal. Ne, se kar strinjam. Mislim, ko smo mi začeli to novo zgodbo, se mi je zdela ena najbolj pomembnih stvari, da že pri ambientu in pri vsemu temu, kar smo dol začeli delati, da umestimo stvari iz okolja, ki ga živimo v to našo zgradbo. Ste na koncu pomislimo, ta gostinstvo in gostoljubje ni samo hrana, smo ljudje, je ambient, je, ne vem, muzika, so slike na sten, je en prostor, ki se ti rad vrneš. Zdaj prednost, ko ti priješ v to našo lepo, najlepšo slovensko vas, moramo Sorčani sigurno reči, te že tam ta pogled priprav na nekaj, tudi se mi zdi pa ta lokalna povezanost, pa ljudje, ki tle živimo, ne, sej sama vas brez ljudi, ne vem, kaj bi to bilo. Prej bi se vrnil še na tvoje razmišljanje o delavcih, pa o zaposlenih, pa o domačih, ki to delajo. Ne. To je tudi del te zgodbe in del ambienta. Meni se najbolj fajn zdi, ko gostje vprašajo naše zaposlene ali pa ljudi, ki delajo pri nas, ali pa našega Irisa, če je on to domač. To so mi in njegov odgovor, on pravi vidno, da je udomačen. In se mi zdi fajn, ker lepo, če to nekoga vpraša, že pove, da je del te zgodbe, da je del tega našega Tolca. Ja, ta povezovanje, jaz bi rad, da bi čim več stvari tle v vasi dobili, pa se to ne da. Pogledaš pa malo širše, mi imamo njihove izdelke, ampak gospa tega ne ve, ker kupujemo v kmetijskih zadrugi v Škofji Loki stvari v tistem njihovem domačem kotičku, ki dobro povezuje vse oddaljene dobaviteljne. Se mi zdi to ena taka super zgodba, ki jo lahko prenašamo iz zelo lokalno, pa med sosedi, pa med dolinam. Ines, kaj je tisto, kar je tebe povleklo, da ostaneš doma, da pelješ naprej? Starša vodite še vedno mlinarski del Žita, ti si v bistvu vso pozornost usmerila v izdelavo piškotov. Zakaj? Kaj je tisto, kaj je razlog, zakaj ti ostajaš, vztrajaš? V bistvu svoje prijateljice povabiš tudi, če se ne motim, na delo v domačijo. Ja, v bistvu to je bilo takrat po šoli, sem iskala zaposlitev in sta starša imela presežek dela, ki ga nista mogla opraviti sama, in je bilo nekako čist naravno, da sem začela pomagati njima. Pol čez čas v bistvu piškote sem delala vzporedno z ostalim delom, ki smo ga delali skupaj v pekarni, in ko so se začeli piškoti povečevati, mi je bila taka motivacija in zagon, da so to ljudje sprejeli, in to me je pol v bistvu gnalo naprej, pa da lahko res ljudem nekaj ponudiš, kar si želijo, pa pričakujejo od nekega domačega izdelka. In še vedno me to žene naprej. In še generacije naprej, ki se jih veselimo zagotovo. Anže, v dolini, ki je znana po lesenih izdelkih, po dobrih mizarjih, si se odločil za samostojno pot. Zakaj in zakaj recimo prav v domačem kraju? Ja, les me veseli že od otroštva. Začel sem v bistvu z modelarstvom. V bistvu pa tudi prav zgodaj sem začel v bistvu že svojo podjetniško pot, bi lahko temu rekel. Zmer sem želel biti sam svoj šef, sicer to je prinaša dobre in slabe lastnosti. Da si sam recimo urejaš svoj delovni čas, sicer moraš biti tudi pri tem res samoiniciativen, ker v bistvu če ne vidiš dela, ne vidiš v bistvu tega svojih napak, se hitro lahko to spreveda, kaj ni dobro. Drugače pa želel sem ustvarjati, da bi sam izbiral, kaj želim delati, ne da bi delal skozi isto. Tako da, ja. Želja se ti uresničila. Tako. Hvala lepa, dragi gostje. Vztrajajte s to motivacijo, s to energijo še naprej in držite utrip vaših krajev na tako visoki in še višji ravni tudi v bodoče. Jaz vam želim te motivacije in te moči in o vaših uspehih bomo z veseljem tudi mi poročali. Hvala lepa.
Hvala. Na aktualno tematiko ohranjanja podjetništva na podeželju smo pripravili tudi posebno okroglo mizo, ki pa je lahko prisluhnete že to soboto ob 17:30. Ko veste, da ste doma. Radio Sora.